Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Pozdrav tudi tokratnemu našemu gostu. Naš gost in sogovornik je Milan Bajželj, univerzitetni diplomirani ekonomist. Ob imenu Milan Bajželj se takoj postavi vprašanje, kdo je to, kdo je ta oseba. Nekdaj je bil Milan Bajželj prvi mož kranjske politične elite, tako imenovani perspektivni kader. Bil je najmlajši predsednik izvršnega sveta skupščine občine Kranj in direktor Televizije Slovenije, nato kmetijsko-živilskega kombinata, direktor Gorenjskega glasa. Postal pa je tudi vodilni mož nekdanje Planike. Poslovno se je udejstvoval tudi nekaj časa na Obali, zdaj pa ga Kranjčani oziroma pretežni del volivcev vidi na naslednjih lokalnih volitvah na županskem stolčku. Soustvarja Združenje svetov delavcev Slovenije, je bil najmlajši komandant teritorialne brigade, vodi Združenje za ekonomsko demokracijo, poleg tega je član sveta koalicije civilne družbe Sinteza. To je neka strjena predstavitev. Želite k tej predstavitvi še kaj vi povedati? Ne, že tako je zelo veliko in bi bilo samo še preveč. Kot rečeno, bil ste prvi mož ugledne Planike. Pa bi morda s tem pričela tudi vprašanje kot pojasnilo, kaj je bil razlog, da je stečaj podjetja s tako imenitno blagovno znamko se zgodil in da Planika posluje v neki ukarjeni obliki še danes. Ja, jaz težko se opredeljujem za del nazaj za zgodovino, ampak tam pred letom 2000, ko sem jaz prišel v Planiko, je takrat že bil zaključen stečaj pravzaprav v Planiki s prisilno poravnavo. In takrat stvari, kar je bilo proizvodne še oprijemljive, bi rekel, ekonomsko upravičljive tudi recimo in tako naprej, je bila edino še v Turnišču. Tam gre za proizvodno čevljev, ki so dražji, zaščitni čevlji, izjemno dobri planinski čevlji, vojaški čevlji in tako naprej. In že v začetku je bil naš koncept ta, da tisto je treba ohraniti in tisto se je ohranilo in se tudi naprej razvija. Zdaj so to drugi lastniki, so to kupili in tako naprej. Medtem ko tiste stvari, ki so se pa recimo v Kranju delale, se pa takrat v Evropi nikjer več niso delale, niso imeli nobenega izhoda. Mi smo lahko sicer v Kranju poskušali, smo razvijali že neke nove stvari, recimo golf čevlje, ki so tudi taki, ki so dražji na koncu, pa upravičujejo vlaganja, tudi poštene plače, če lahko tako rečem in tako naprej, vendar pa se tam nismo čisto ujeli z lastnikom, z državo, ki danes, kot recimo imamo nekatere primere, ker so prepoznani kot dobri vzori, kako se lahko stvari prestrukturirajo, a ne. Takrat so bile vse podlage za to, da če bi tisti, ki so bili partnerji, država je bila tle pomembna, zaradi tega, ker je v prisilni poravnavi, s katero si zaključil stečaj, preden sem jaz začel izdelati, je imela obveznosti za poravnavo starih terjatev. Država tega ni izpolnila, izgubila je tožbo in tako naprej. In tudi v zvezi s Planiko ni nobenih neporavnanih terjatev, nobenih afer. Zaradi tega, žal, iz tega, ker je država morala plačati svoje, so se stvari lahko do upnikov poravnale. To pomeni, da je relativno zdravo podjetje. To v Turnišču nimam direktnih dnevnih komunikacij pa informacij, ampak po mojem mnenju to dobro dela. Vodite Združenje za ekonomsko demokracijo. Vi pa ste tudi predsednik izvršnega sveta skupščine občine, takrat trodomne skupščine, ki so jo tvorile tako imenovan zbor združenega dela, družben politični zbor pa zbor krajevnih skupnosti. Pa bi vas vprašal zdaj z ozirom na to, da poznate tako delovanje prejšnjega sistema skupščin občin pa sedanje lokalne samouprave. Če lahko s kakšno primerjavo, pa kakšna je vaša ocena sedanje lokalne samouprave v odnosu na nekdanjo upravljanje občin? Ja, moja ocena je zelo slaba in sedanjega delovanja. Razlika od tistega sistema je, da ne govorijo posebej o tem,
kakšen je bil vpliv ljudi, občanov in tako naprej, organizacij zainteresiranih za posamezna področja v neki občini. Ne. Tudi precej občin je bilo takrat dosti večjih, kot so pa danes. Ne. To je poseben moment, ta negativen sedanjega delovanja je praktično, da pa nas regije ne funkcionirajo. Imamo na eni strani razdrobljene občine, množico občin, ne vem koliko, preko 200, a ne? In tudi tle zelo malo direktnega vpliva državljanov, recimo po tako imenovanih vzorih v svetu poznanih tako imenovanih participativnem odločanju, recimo in tako naprej. Ne? To si zaenkrat lahko damo, po mojem mnenju, velik negativni predznak. Seveda moramo upoštevati tudi lepe dosežke, ki jih ponekod imajo, tudi v teh občinah takih, ko so. Ampak ta lokalna samouprava se srečuje z državno upravo, ki je pa danes seveda zožena v nekem strankokratskem aparatu, oddaljenem od realnosti, oddaljenem od potreb, realnih potreb ljudi, pokrajin, občin, recimo in tako naprej. Imamo tle en zelo velik prazen prostor, ki ni izpolnjen, a ne? In to je blazen velik problem. Po drugi strani pa lahko rečemo tudi, če smo optimista, velik izziv za to, kako v prihodnje urediti. Ja, tule morda samo k temu en malo podprašanje ali pa komentar. No. Danes vidimo ravno pri mandatih županov pa občinskih svetnikov, to so v bistvu neomejeni mandati, sicer lahko ponavlja v nedogled. Nekoč si to lahko bil 2 mandata predsednik izvršnega sveta oziroma predsednik skupščine občine. Še manj, kot se jaz spomnim, je bilo tako, da so imeli delegati v skupščinah pa župani maksimum 2 mandata, izvršniki, predsedniki izvršnih svetov pa največ 1 mandat. A ne? Ja. Tako da so bile tle omejitve, a ne? To je verjetno bila ta ureditev že potem mnogo bolj demokratična, kot pa je sedanja. Ne? Nekateri se lahko ponavljajo v nedogled, pa če še take neumnosti počnejo. No, tako imamo tako imenovane večne župane, ki so pač jih je enostavno ni možno spraviti na kakršne volitve priti do nekih sprememb. Kot rečeno, vodite Združenje za ekonomsko demokracijo, bil in v bistvu nova ekonomska demokracija naj bi predstavljala iskanje nekih novih rešitev. V preteklosti, če se zopet navežem na prejšnji sistem, je to demokracijo, tako imenovano ljudsko ali delovsko demokracijo, urejal zakon o združenem delu. Da. In takrat so nastajali TOZDI, OZDI, SOZDI, SISI, SKISI in tako naprej. Pa kljub temu, da je takrat bilo to naravnano skratka na širše ljudske množice, v bistvu delavci so bili posredno ali pa kakorkoli edini ekskluzivni upravljavci in tudi družbena lastnina je bila tako definirana, da so se lahko poistovetili, kot da so lastniki. Pa kljub temu so se leta 1990 delavci odrekli temu sistemu, oziroma ljudje so se odrekli. Skratka, pa kako težko razumljivo, da se odrečeš upravljanju danes, pa kot vodilni ali pa predsedujoči te združene ekonomske demokracije v bistvu zopet na nek način poskušate uvajati večjo participacijo pri upravljanju in tako naprej. Kako bi tu zdaj... Ja, seveda lažje o tem razpravljamo tisti, ki smo doživeli in delali in v prejšnjem sistemu in v sedanjem sistemu, se pravi malo starejši. Ne. Poleg tega odgovorni strokovnjaki, pri nas jih je kar nekaj strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo in poznajo tudi prakse pri nas in v tujini in tako naprej. Seveda bo marsikdo se strinjal s tem, tudi tisti, ki pozitivno ocenjujemo marsikaj v delovanju prejšnjega sistema, če govorijo o ekonomskem smislu ali pa nasploh, a ne, bo rekel, da je bilo v tistem sistemu marsikaj morda neproduktivnega, recimo in tako naprej. Vendar, tako mu jaz postavljam samo eno vprašanje, ne? Ali ima kdo predstavo, da bi v prejšnjem sistemu se lahko zgodi v določenem obdobju tako grozno uničevanje podjetij, kot se zdaj dogaja. To v prejšnjem sistemu ni bilo mogoče. Vsi tisti, ki smo to doživeli, vemo, da je tako, ki je bil sistem prej zgrajen in kolikor je potem še par let dihal in delal na sadovih prejšnjega sistema, je razpad Jugoslavije, pa tudi trga v nevrščenih državah, je bil za podjetja v Sloveniji takrat ekonomsko gledano veliko bolj zahtevna zadeva, kot pa je bila zdaj letale kriza. Vendar smo jo
ravno zaradi tega, ker so bile vgrajene neke stvari širšega delovanja ljudi, delavcev, državljanov, premagali tisto krizo veliko hitrejš in veliko boljš, čeprav je bila po nastavkih veliko hujša, kot pa je bila ta. Se pravi, mislim, da se moramo vrniti nazaj k koreninam mal, te pa tudi druge zgodovinske izkušnje, mi bi, kar zadeva delovanje v političnem sistemu in tako naprej, bi lahko prevzeli, se spomnili malo kakšnih izkušenj delovanja Osvobodilne fronte in tako naprej. Se pravi, kakorkoli že kakšnih pozitivnih izkušenj iz preteklosti, kjer so ljudje, delavci, državljani bili bolj vključeni v delovanje podjetij in sicer v organiziranju življenja v družbi. Zdaj pa teče proces tako, kot teče, ne samo v Sloveniji, tudi globalno je to problem, da imamo ne glede na krize, imamo mi vedno manjši krog bogatih ljudi, ki dirigirajo vse skupaj in ki imajo vedno več bogatstva. In tudi plače se jim dvigujejo ves čas, ne glede na krize. Medtem ko na drugi strani imamo vedno večji del ljudi, ki so na meji revščine, propada srednji razred, globalno, ne samo v Sloveniji, in tako naprej, tako da to prihaja do enega ekstrema, ki se bo nekako razrešil. Samo vprašanje kako? V obdobju Ozdo pa Sozdov, če tako rečem, če se s temi kraticami večina tega še ima v spominu, so samoupravni sporazumi, ki so se sklepali med posameznimi pravnimi subjekti, v temelju je pisano tako imenovana neomejena solidarna odgovornost. Je bila, bi rekel, tista, ki je bila izredno kritizirana takrat, češ da to pač s to neomejeno solidarno odgovornost je pač stalno tudi slabi dobijo nekaj, kar ne bi bilo, da bi morali propasti. Ampak, če zdaj, zakaj to omenjam? Predvsem zaradi tega, ker zdaj na koncu, kaj pa je drugega, če vložimo v sanacijo bank toliko pa toliko sredstev, kot pa neka neomejena solidarna odgovornost, ker tam smo vedeli, da gre za konkreten neki pravni subjekt, ki ga rešujemo ali pa mu pomagamo, da bi preživel, zdaj pa to z banko. Skratka, kako bi vi to... Take vrste solidarne odgovornosti so problem samo za tistega, ki skrbi samo za sebe, ki grabi samo za sebe, ne pogovarja se po večini. Recimo bi en ekstremen primer, mogoče mal ven iz tega, ampak je zdaj zelo aktualno v Sloveniji, bi navedel, naprimer, s tem se tudi nekaj oglasil v javnosti oziroma kot sinteze in tako naprej. Vprašanje prehrane oziroma brezplačnih kosil za revne otroke v šolah. Mislim, to je tako trapasto, da se ne da povedati, namesto da bi se pogovarjali o tem, kako bo vse, kar je povezano z osnovno šolo, absolutno brezplačno razpoložljivo za vse otroke. Seveda, o tem se lahko pogovarjaš, da je to daleč najboljša naložba. Ampak, če misliš na dolgi rok, na 10, 15, 20 let, ne pa tako kot zdaj, se misli na kratek rok, pa kdo bo prigrabil na kratek rok za sebe. Eno ekstremno vprašanje sem dal, primer, ker zelo zanimiva diskusija teče v Sloveniji. Jaz si težko predstavljam, da je sploh možna taka diskusija o tem. Ja, zdaj, če sem prav zasledil, ravno piše v medijih, zasledim, da gre proces v to smer, da lačnih v šolah ni, ampak da so lačni doma. Skratka, in zaradi tega bi ukinjali to brezplačno kosilo. Ne gledajo pa tiste množice učencev, ki takoj po pouku ne gre na kosilo, zaradi tega, ker ga ne more plačati, in gre domov in se ne druži z drugimi učenci, ne jejo zraven, grejo lačni domov, so doma naprej lačni in tako naprej. Če vložek v to, se pravi, če je osnovna šola pripada vsakmu državljanu, to pripada valjda, se o tem razumemo, se pravi, to treba zagotoviti, ne glede na materialni položaj vsakega posameznika. To so navadne traparije, ne moram reči drugega, da je možno, da je tak strankokratski sistem, kot zdaj deluje, žal, smo mogoče malo zdaj zašla iz temeljnega vprašanja, ampak vse je to povezano, kjer ljudje, po eni strani neki vladajoči v vladi, v povezavi s finančnimi lastniki in tako naprej, z njimi pa v povezavi krivi, ne krivi posamično, to je težko reči, birokratski aparat, ki na ta način razmišlja o teh zadevah, ampak moramo se vedeti, jaz nočem nobenega posameznika kriviti, niti ne konkretnega predsednika vlade pa tako naprej. To je vprašanje sistema, delovanje sistema in zato se moramo v teh vprašanjih pogovarjati kot o sistemu,
kako deluje, kako je možno delovanje sistema spremeniti, ker drugače ne bomo naredili nič. Ne. Ampak ravno to, kar pravite, vsaka taka solidarnost, na vide solidarnostna poteza je v bistvu svoje vrstna dobra naložba. Absolutno. V bistvu tako, da ni to nekaj prazno takole. Ljudje se v pogledu na to vprašanje ločujemo lahko samo v eni točki in to v tisti točki. Ali kdo verjame, ali večinoma verjame v to, da večina ljudi je lahko soustvarjalcev v nekem procesu, da je večina ljudi dobrih in na drugi strani, na tiste, ki pravijo, ja, ljudje so itak barabe, ljudje itak nič ne delajo, ja, če bomo nekaj dobili kot, naprimer, ko je tudi koncept v debati, kot univerzalni temeljni dohodek, ja, to bojo ljudje zapravili in tako naprej, a se razumemo, pa bojo še bolj leni, pa še manj delali, tle je ločnica med ljudmi. Mene tisti, ki ne verjamejo v principu v to, da smo ljudje pač ljudje, ne, da lahko v nečem tudi sodelujemo in drugemu pomagamo, sodelujemo in glede na sposobnosti posameznikov privzgojene, prišolane, kakorkoli že, da lahko drugemu pomagamo, da ustvarjamo skupaj vedno več, vedno bolj za večino. Oni mene ne zanimajo, kaj tako ne mislijo. Ne? Danes v tem podjetništvu lastnike, menadžerje zanimajo predvsem poslušen, dober delavec, izvajalec. Nekoč in seveda nekoč v bivšem sistemu, zopet malo primerjave zaradi tega, da pač dobimo nek občutek, smo lahko ugotovili, da je bil samoupravljavski delavec izredno izobražen. Imeli smo tako imenovane neke krožke, inovacijske krožke, pa da pridem k tem, ampak plače so bile tako imenovano javno objavljene, čeprav to je bila to najboljša rešitev, ali ne, ampak skratka, danes pa, kot rečeno, je cela ta zadeva podrejena k cilju iz zaposlenega iztisniti maksimalno produktivno, vse ostalo ga pa naj ne zanima. Plačan bo pa itak tako, kar trg, koliko se trg in kaj odziva. Še hujš mislim jaz, niti ne v zvezi s produktivnostjo, še slabš. Ljudi, sodelavce se običajno obravnava kot stroške na dveh nogah. In mi imamo vrsto primerov, poznam, tudi v nekaterih sem posredno sodeloval, kjer so lastniki podjetij, lastniki družb, tako naprej, tako imenovani finančni holdingi, ne? Ali pa podobno je tudi v državi. Kako se obravnava posamezen problem, ali pa recimo vprašanje, kaj bomo naredili v naslednjem letu in tako naprej. V podjetjih, kjer so lastniki ti finančni holdingi, a ne, razen tega, o tem, kako se bojo znižali stroški dela, pa ne gre tudi za take panoge, kjer je prispevek človeka vsem na očeh zelo pomemben, na primer v turizmu in tako naprej, kjer je veliko teh lastnikov finančnih holdingov, a ne, imamo opravka samo z obravnavo ljudi, delavcev, sodelavcev, strokovnjakov tudi in tako naprej, kot stroške na dveh nogah. In se dela na kratek krog in seveda potem se ne more dobrih rezultatov in tudi neke vizije nove doseči, niti se v viziji ne pogovarjamo drugačni. In isto na nivoju države. Kakorkoli že posamezni ministri, predsednik vlade ali pa vlada kot celota, sem rekel, nobenega posebej ne krivim, to je produkt sistema, ki rodi tako računanje na kratek krog. Mi vemo samo o tem, kako se mora neki državni proračun uravnotežiti. V enem letu pa mogoče še malo se nam sanja za eno leto naprej. Se pravi, zgolj stroškovna obravnava tekočih zadev in to absolutno ni nobenega, v zvezi s tem ni nobenega koncepta na daljši rok. Nobenega koncepta na daljši rok in na ta način seveda se lahko dela samo škoda. Ugotavljate tudi, da osnovni proces, ki teče v Sloveniji, pa tudi širše v Evropi in globalno v svetu, gre v škodo večine delavcev, večine državljanov in v škodo naravi. Skratka, posega se v naravo. Vse izkluzivnim ali izključnim ciljem ustvarjati čim večje donose, profite. Ja. In kako zdaj, seveda ta ugotovitev nesporno ji lahko pritrdimo, ampak kako pa zdaj bi rekel zadevo znotraj ravno tega ekonomskega sveta, ki ga vodite, razmišljate, kako zadeve nastaviti, da bi lahko te procese spremenili, jih preusmerili, da bi šli tudi v neko družbeno, širšo družbeno blaginjo. Ja, to tako kot ste rekli, vsem nam jasno in vidimo,
iz podatkov, kako ne glede na to, kakšna kriza je, tako kot zdaj ta zadnja kriza po letu 2008 v tem svetu, Evropa, Amerika pa tako naprej, tem zapadnem svetu kapitalističnem, ne glede na to, da je taka kriza, ampak tisti ozek krog, procent bogatih in tako naprej, so tudi v tem dobu še bolj bogati. Na drugi strani pa pada srednji razred in je vedno več ljudi, ki so na robu revščine ali pa v revščini. Se pravi, je to napačen koncept. Po drugi strani, mislim, to se dogaja, po drugi strani pa strokovne analize, več takih strokovnih študij v svetu je bilo narejenih, ki kažejo, da v povprečju prispevek k ustvarjanju enega novega produkta, ene nove vrednosti, je v 85% deležu prispevek ljudi, sodelavcev, znanja in tako naprej, medtem ko je samo 15% približno v povprečju prispevek lastnikov finančnega kapitala oziroma finančnega kapitala. Torej, je ta proces sigurno napačen. In zdaj, vprašanje je, kako narediti, kako ustaviti ta proces in kako zagotoviti, da se bojo postopoma ti elementi sodelovanja ljudi, delavcev, državljanov in tako naprej, bolj vplivali. Sam spet, da ne bova preveč enostranska, želim poudariti, da imamo in v Sloveniji, žal pa v svetu še več, dobrih primerov prakse, dobrih tudi kapitalistov, dobrih tudi finančnih kapitalistov, ki se zaveda s prakso, s tradicijo in tako naprej, znanjem, ki se zaveda, da je en prispevek enega strokovnjaka ali pa enega sodelavca, kjerkoli že v podjetju, nujno potreben k ustvarjanju nečesa novega, boljšega, in on ga tudi zna nagraditi. Pa ne samo on ga zna nagraditi, tudi sistemsko je to, tudi če pogledamo v Nemčiji ali pa v drugih državah, v Švici in tako naprej, ki so nam bližje, so te stvari čisto drugače urejene v korist tistih, ki sodelujejo. Naprimer, tipičen primer, en Fraport, nemško podjetje, ki je prevzelo Brnik, tam je v tistih, ki odločajo v lastniškem smislu v podjetju, je 10 predstavnikov delavcev, sodelavcev in 10 predstavnikov finančnega kapitala. Kaj pa pri nas? Se pravi, vrsto stvari je odvisno od konkretnih pobud, pa govorijo tudi lahko o lokalnih skupnostih, pa o urejanju države in tako naprej. Odvisno od pobud posameznikov v posameznih programih, podjetjih in tako dalje. Vrsto stvari je pa takih, ki jih je treba z zakonom urediti postopoma. Da ne govorim o tem, da je to povezano tudi z mentaliteto ljudi, s kulturo, s tem, ali je ljudi strah prispevati k določenim spremembam ali ne. Recimo, se pravi, celotno okolje je treba spremeniti, izboljšati, zaradi tega, da se ti ustvarjalni vložki lahko pridejo bolj do izraza in na koncu koncev tudi, da se to v bilancah in tako naprej upošteva. No, samo k temu, če tole zanesljivo drži, kar navajate, ampak sočasno je treba, ravno prej ste omenili strah. Ljudje danes dobijo, bi rekel, mnoštvo informacij o tem, kako je Venezuela poskušala neki koncept nekega socializma, potem Kubo potegne ven, potem eventualno tudi Grčijo in še kaj. In tu je toliko, bi rekel, teh negativnih informacij, kako se jim je zdaj zalomil, da to so in v bistvu želijo predstaviti ali pa predstavijo zadevo kot izključno slabo, kot neko utopično željo, ki je pač že vnaprej obsojena na propad. Pa kaj? Tako, jaz rekel, v vsaki državi, pa tudi v vsakem podjetju, pa tako naprej so razmere različne. In mi ne govorimo o tem, da treba nekaj, kar se je dogajalo v Venezueli ali Kubi ali v Grčiji ali kjerkoli, da to prevzemamo. Mi, ko razvijamo to vprašanje, to pogoje za razvoj nove ekonomske demokracije, pravimo samo to, da v prvi fazi treba doseči to, da bojo sodelavci da bojo zraven pri soupravljanju, da bojo soodločali. Drugič, da bojo glede na prispevek soodločali tudi o delitvi dobička. In tretjič, da bojo imeli tudi možnosti, naprimer delavskih in tako naprej odkupov ali pa kakšnih koli. Mi ne pravimo, zdaj je kapitalizem, to je za naš sistem, ali pa to delovanje svobodnega trga, ki ni delovanje svetovnega trga, to je diktat korporacij povezan s političnimi oblastmi. Ne pravimo, to je treba ukiniti, narediti pa treba to. Ne, mi pogledamo, kako sistem funkcionira, in pogovarjamo se o tem, kako ključne slabosti odpraviti in postopoma te procese izboljšati. O tem govorimo, ko se pogovarjamo o novi ekonomski demokraciji. No, tu navajate v teh svojih navedbah, da je pač
predvsem potrebno izpolniti dva pogoja za zasledovanje te vizije. Enkrat je, kot ste že rekel, treba uveljaviti vlogo, vpliv dela, znanja, tako skratka človeškega kapitala. Drugič pa tudi na nek način opozarjate na sedanjo strankokratski politični sistem, vladavino, vodstvo političnih strank v parlamentih. Skratka, tu na nek način izkazujete neko slabost, ki na nek način seveda ima potem, bi rekel, tudi slabe posledice zaradi tega. Pa zdaj iz tega, če vas vprašam, ali je zdaj, če želimo to odpraviti, je tu alternativa nekaj podobnega, ko je bil delegatski sistem. Takrat so pač vsi državljani imeli neprekinjeno možnost vplivati na odločitve. Skratka, bile so neke delegatske baze, konference, delegacije in potem delegat, ki je na nek način sprejemal odločitve, pa tudi naj bi v teoriji tudi prinašal povratne informacije. Je to morda v to smer, kaj je? Absolutno. Na vsak način, tudi zdaj bom rekel, ena je primerjava s tistim, s posameznimi stvarmi, ki so funkcionirale v tistem sistemu, v delegatskem sistemu, naprimer, in tako naprej. Drugo je tudi primerjava z nekaterimi vzori, ki so po svetu razviti. Problem je v svetu samo v tem, da v takih vzorih, ki so razviti in v podjetjih, glede soupravljanja delavcev, znanja in tako naprej, pa tudi glede lokalnih skupnosti ali pa državnih skupnosti, recimo v zvezi s tem, kako so te stvari razvite. Problem je samo v tem, da so taki primeri posamični, niso pa globalni, ni to v celotnem procesu. In te posamične dobre primere je treba povezati in iz tega narediti proces. To mi pravimo. In zdaj, ti poznani primeri, prej sem že omenil primer, kako je v Nemčiji organizirana ena velika družba, kako deluje v osnovi. Drugo imamo participatorno odločanje o tako imenovanem participatornem proračunu, recimo, kjer so določene vprašanja, o katerih brez soglasja državljanov, občanov in tako naprej sploh ne moreš odločati. Ali pa recimo v slovenskem parlamentu, mi smo imeli v pripravi na prejšnje državnozborske volitve en dober primer, kjer si je Združena levica z vključevanjem civilne družbe na organiziran način, skozi tako imenovano četrto skupino, poskušala pripeljati organizirano civilno družbo v parlament. Zdaj je ta poskus uspel ali ne, zelo različne informacije so o tem, ampak na vsak način poznamo tudi primere, tudi v tej državni, še to mogoče. Zdaj imamo mi kako, čisto praktično poenostavljam, malo črno-belo lahko obravnavam, ampak vseeno moramo videti glavno sliko. Mi imamo zdaj situacijo, ko vodstva strank določajo, kdo bo kandidiral na volitvah, vodstva strank določajo vlado, predsedniki vlad, namesto da bi skrbeli za to, da bojo strokovno vlado organizirali, pa tako naprej, tisti, ki pridejo v koalicijo, grejo sami na čelo vlade ali pa v vlado, zaradi tega, ker imajo kratkoročen račun. Vlada komandira parlamentu ali pa spet vodstva strank, poslanskim skupinam, pa tako naprej. Skratka, popolnoma narobe obrnen sistem. Ampak spet imamo tudi v tem primeru primere ureditve na državnem nivoju v nekaterih državah, tudi čisto kapitalističnih državah, ki so veliko boljše v tem smislu, kako vplivajo, kako državljani lahko sodelujejo pri kreiranju ključnih stvari v družbi. Da ne govorim recimo o referendumu, ki smo ga pri nas popolnoma diskvalificirali. Ali pa če hočem zdaj čisto poenostaviti, pa biti pragmatičen glede na sedanje razmere, prizadevati si za neko novo rešitev v zvezi z volilnim sistemom ali pa kjerkoli drugo, v zvezi z novo ekonomsko demokracijo, pa da to na normalen način pride v parlamentarno proceduro, pa da je tudi mogoče kaj dobrega sprejeti. Ni nobene šanse, da pride skozi, ker so samo borba kratkoročna med vodstvi strank, že gledajoč na naslednje volitve, in tako naprej, in sploh ni bistvena vsebina, kaj je dobro za državljane ali pa za naravo, pa tako naprej. Bistveno je, a je meni ena stranka, ki nekaj predlaga, lahko konkurenčna, pa moram jo onemogočati. Bistveno je, eni govorijo že zdaj, kakšna koalicija bi morda bilo dobro, da bila po naslednjih volitvah, recimo tako naprej, to je katastrofa. No, to so dejansko sama preračunavanja. Enkrat govorijo o neki veliki koaliciji, pa ampak to čisto pragmatično zaradi to, da bi bili zopet pri oblasti, ne zaradi tega, da bi državljani od tega nekaj več imeli. Sokreirate nastajanje Združenja svetov delavcev Slovenije. Pa bi vas vprašal tule, ta zadeva je relativno malo poznana, vsaj večini državljanov, pa tudi zaposleni,
ker v velikih firmah tega sploh ne ve, da obstaja. Pa bi vas vprašal, tule je bilo zaslediti tudi, da so na nek način te sveti delavcev svojevrstna konkurenca sindikatom in sindikati tu niso bili, ali pa, ne vem, boste povedal, kakšno je zdaj stanje? So še vedno nenaklonjeni temu nastajanju in koliko lahko skozi to zaposleni participirajo pri odločanju, če do tega prihaja? To Združenje svetov delavcev Slovenije, v to je vključeno 110 delavcev. In tle deluje zelo močna strokovna skupina že več let na čelu, naprimer z dr. Matom Gostišo, še nekateri so vključeni. Mi pa poskušamo organizirati Združenje za ekonomsko demokracijo skupaj z njimi in tako naprej, kjer bi ne samo strokovno in tako naprej, kot je bilo zdaj organizirano, ampak naredili zdaj iz tega eno širše gibanje v povezovanju tudi z drugimi organizacijami, ki želijo narediti demokratične spremembe na vseh področjih dela in življenja in tako naprej. Ne. In zdaj to vprašanje sindikati, pa tu je v zgodovini več let nazaj bilo, jaz v teh vprašanjih nisem sodeloval in težko nazaj presojam, če so bila kakšna različna gledanja na to, ampak mi imamo, rekel bi, dve stvari tlele. Mi imamo v svetu zelo različne tudi ureditve v zvezi s tem v posameznih državah, kakšna je vloga sindikatov, kakšna je pa vloga teh svetov delavcev, pa delavskih direktorjev recimo in tako naprej, te delavske sfere tako organizirane. To je povezano tudi z velikostjo države, pa z drugimi specifikami v posameznih državah. Ne. Ampak k temu bi pa dodal še, to je možno, da je to različno urediti, da je urejeno, dobro pa je, da je okrog tega nek konsens, bi pa še k temu dal spet en pozitivni primer. Pri pripravi zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju par mesecev nazaj je bil, poleg tega Združenja svetov delavcev Slovenije, je bil velik konsens dosežen z vsemi sindikalnimi centralami. Ne? Se pravi, med njimi, med tistimi, ki so morda imeli kdaj kakšno različne poglede na to, a ne, ampak velik konsens. In tle je to zelo dobro, ampak po drugi strani, glede na to, pa sem poslušal parlamentarno razpravo, pa tako naprej o tem, ko so poskušali to peljati v parlament, pa je bilo onemogočeno seveda, razlogov enih sploh nimajo, drugi bi blevetajo neumnosti v parlamentu in tako naprej, samo da se prepreči začetek razprave o eni taki pozitivni zadevi. Ne? No, ravno tule, zdaj ste že na nek način pojasnili en del, ampak vi v bistvu v tistih svojih prizadevanjih govorite tudi, da bi bilo treba vse te pozitivne prakse za te spremembe povezati, narediti pravo fronto za spremembe in na vse zadnje bi rekel iti v smer sprememb za osvoboditev izpod jarma finančnega kapitala. A ni to rahlo utopično to prizadevanje? Ja, zgleda utopično. Še zdaj, če pogledamo v splošnem, recimo, kaj je sploh možno narediti pozitivnega v korist večine ljudi, večino delavcev, večino znanja, v korist narave in tako naprej, generalno, tako da bi ta proces tako tekel, je pravzaprav vse to utopično. Ne? Ja. A ne? Vendar, moj glavni problem zdaj je prav tle, zaradi tega se s temi vprašanji tudi ukvarjam, tudi glede na nekatere izkušnje, ki jih imam tam iz obdobja 90-91, pa tudi iz obdobja zadnjih volitev, pa tega, kaj se je dogajalo v pripravi na volitve, pa kaj po volitvah, ne, preprosto te preseneti dostikrat, ljudi preprosto ne poznaš, ko si ne prepoznaš v novi situaciji. Ko si prej obravnaval določena strokovna vprašanja, ko si se pripravljal na določene spremembe, skupaj z drugimi, ki, kot ste rekli, naj bi ciljali v isto smer, ko se približajo nekako, rečemo, oblasti ali pa v parlament, ko se približajo enemu denarju ali pa ne vem, kjer neki poziciji, se ne vem, toliko ljudi spremeni in jih preprosto ne prepoznaš več. Samo lahko prekinem, ampak tu na nek način se potrjuje dejstvo, da v bistvu kapital ima neko neizmerno moč, no, ker dejansko te zadeve, ki se tako dogajajo, rečemo, pa ste član gibanja, civilno-družbenega gibanja Sinteza in tam obravnavate tudi T6, pa vse te zadeve. Ampak tu je v bistvu vse te stvari na nek način, koliko poznamo, povezal tako imenovane naše leve, desne, one lokalce, pa nasprotnike, ravno kapitali in vsi so pač naredili zgodbo, ki jo zdaj imamo. Zaenkrat je tako. Deluje ta oske kapitalsko-lastniške te povezave, v povezavi s strankokratskimi povezavami, ne, in deluje na način, ne, kot sem tudi že večkrat o tem govoril ali pa tudi zapisal, ne,
da se še bolj utrdi diktatura, v tem primeru finančnega kapitala, lastnikov finančnega kapitala, povezano z vodstvi strank. Ne. In kako se to lahko dela? To se lahko dela samo tako, da se večje skupine državljanov pošiljajo svoje kote, če se le da, da se še te med sabo borijo, a se razumemo, in iz tega so vse te delitve na levo, desno, na javni, zasebni sektor, pa ne vem, kakšne so vse delitve, ne, ok, na stranke in ne vem kaj, ne, samo zato, da se lažje vlada in da se ustvarja diktatura. Vendar do kdaj? Do kdaj? Ta diktatura se enkrat bo ustavila in enkrat se bo podrla in nastalo bo nekaj novega, kot pravi Slavoj Žižek. Brez skrbi pravi. To se bo sigurno, bo prišlo do tega. To se bo podrlo in začelo bo nastajati nekaj novega. Vendar, koliko daleč se mora to tako razviti narobe, da se bo še globje podrl, da bomo globje začeli vse skupaj iz nule. In to, kar mi delamo, tudi kar se jaz trudim, je prispevati nekaj v tem smislu, da se spremembe zgodijo na organiziran način, ne pa z nekim pripadom, nekim polomom, žrtvami. Se na koncu koncev, če globalno pogledava, kako se pa svet ureja ves čas. Preureja se ves čas z vojnami. Kaj pa to je drugega? 60 ali koliko držav sodeluje tam dol v sirski vojni, recimo pa tako naprej, a ne, slučajno ne pride nobeden do tega, kako teče tok denarja, kdo prodaja orožje. Sem pa tja kakšna informacija. Ne? A ne? Pa mi, a smo vprašali, kam pošiljamo vojake? Recimo, koliko smo mi sami služabniki tega turbokapitalističnega sistema, a ne? In zdaj ukvarjeni z begunci pa vsemi temi stvarmi, danes, ko mu nekaj zadane, ne, to je enostavna stvar. Ampak pogledati pa, kje so vzroki in kako se ti vzroki odpravijo, ne, to pa ne, to pa ni vedeno. Ja, dejansko odpravljanje vzroke pomeni pol tudi priti do nekih želenih sprememb. Izgradnja novega. Tako. Na organiziran način, ne z vojno. Ja, ampak seveda to pomeni nek evolucijski prihod v to, ohranjati tisto, kar je dobro, tisto, kar je slabo, odpravljati, korigirati in tako naprej. Skratka, te stvari bi se naj tako dogajale, ampak očitno ta neizmeren pohlep kapitala, predvsem vojna industrija, pa še kaj, tu so ekstra posebni dobički, vemo, da to in žal, bi rekel, te spremembe delajo, kot ste rekli, vojne. Ne? Ste tudi proti tajnim sporazumom, saj so leti v totalnem konfliktu s ciljem ekonomske demokracije. Tule na relaciji Evropa-ZDA so tu bili neki, veliko smo lahko zbrali tistih nevsebinskih poročil, da se stvari pač pogajajo, več kaj od tega pa niti ni prišlo do državljanov, in vi kaj več tega poznate? Predvsej poznam vse tisto, kar je dostopno javno ali pa po kakšnih virih dobiš kakšne informacije. Ampak le sta dva glavna vprašanja. Ne? Eno vprašanje je, da so ti sporazumi tajni. In to je drugič, formalno uveljavlja vladavina korporacij celo nad državami. Ne? Zakaj pa pol še sploh ta država? Recimo, da ne govorimo o drugih stvarih. Ne? Slučajno se je ujel, ne, sem tlele tudi bral nekaj dni nazaj to požganico Prežihova Voranca, ne, iz teh krajev in tako naprej. Ne? Ko to gledaš, z tega vidika, kaj danes dogaja, kako se je takrat dogajalo, kaj je država, kaj je nacionalnost, kje so meje, zakaj so tam, zakaj ne bi bile kje druge, recimo in tako naprej, pa to vse postaja blazno relativno, ampak v napačni smeri, ne? V napačni smeri, v korist zmeraj hujše vladavine tega finančnega kapitala, povezanega z političnimi oblastmi. Zdaj, večina ljudi pa reagira seveda tako, žal, ne, če se organizirano ne pristop, da vedno, kot cel srednji razred pripada, ne, ja, mene pa ne bo zadel, ne, ali pa se tamle pa tokle novih revežev, jaz pa še med njimi nisem, a ne. A se razumemo? Ja. Se pravi, kako organizirati, da tisto, kar ljudje že itak vedo, in ker so ljudje tudi svoje sposobnosti pa želje sposobni v neko novo zgodbo vključiti, recimo, samo zdaj, kako to novo zgodbo organizirati. To je bistveno. A ne? In tudi v Sloveniji že nastaja, da se razumemo. Kljub tem pozitivnem poskusu, ki je bil pri vstopanju Združene levice v parlament, zadnji, ne? Tudi zdaj, koliko bo to uspel, koliko ni, zdaj težko se do tega opredeljujem, ampak nastajajo že nove povezave, ki vključijo točno te poante, točno te povezovanje ljudi, civilne družbe v širšem smislu, da bojo uveljavili večji vpliv tako v državnem parlamentu kot v lokalnih oblasteh. Tu smo gostili gosta, dr. Bojan Dobovška. On je govoril precej o korupciji. Sprašujem pa navizujem pa predvsem na to,
imamo tudi družbo za upravljanje slabih terjatev. Mi smo, ta družba je predvsem, jo lahko zasledimo kot družbo, v kateri da lahko dobiš občutek, da se predvsem ukvarjajo z nagrajevanjem vodstva, pa nagradami in tako naprej. Občasno pa še zasledimo, da so tudi kaj odprodali. Po kakšni ceni in kako so odprodali, je pa že druga zadeva, ne. Ampak zdaj vas želim vprašati ravno tole za mnenje. Takrat, ko je bil Niberg, prejšnji predsednik uprave te družbe za upravljanje slabih terjatev, odstranjen, umaknjen, je on v nekem tistem svojem zaključnem sporočilu pač povedal, da te v Sloveniji pač kamorkoli pogledaš, povsod so znaki pa elementi korupcije. Pa kaj vi podobno razmišljate ali imate kakšno bolj blago oceno? Jaz mislim, da je tako, no, to družba za upravljanje DUTB pa tudi SDH in tako naprej, to je produkt, vse skupaj je to produkt tistih, ki so hoteli najprej celo Slovenijo prodati tako imenovani evropski trojki. Ne? In to so zdaj elementi tega. Ne? In vse, kar se pa znotraj tega dogaja, pa kaj? Da prevzemajo zelo podcenjene terjatve, da te terjatve prodajajo, da jih le prodajajo z dobičkom in ni važno, naprimer, ali se na pamet, zdaj spet govorim sam primerom, ali se eni hoteli na obali prodajajo za 25 milijonov ali 15 ali 5 milijonov, važno je, koliko je nekdo vmes to tle pobral. A ne? Ni važen koncept, ni važno, kaj bo na dolgi rok. Ne? In tako celoten ta sistem DUTB pa SDH deluje. Po drugi strani imamo pa predsednika vlade ali pa vlado, ki pravi, da oni niso odgovorni za to, da se oni od tega distancirajo. Lepo vas prosim. Lastnina, državna lastnina. Jaz sem solastnik. Mislim, da so solastnika in tako naprej. Oni pravijo, niso odgovorni. A se razumemo. In ta stvar tako kot teče. In to je čisto pa eno osnovno vprašanje, ki je zahtevno seveda že na nivoju podjetja, še bolj zahtevno pa na nivoju države, ampak točno tako je. Eni namenoma delijo ljudi na razne konce, zaradi tega, da lahko delajo sranje vmes, drugi pa ne znajo. Naprimer, delajo neko mistiko iz upravljanja, vodenja, recimo in tako naprej. Vsa ta vprašanja so povezana z učinkovitostjo upravljanja in vodenja, rečemo tudi državne lastnine, podjetij, kjer je večinska državna lastnina, recimo in tako naprej. Vse izgovarjane na te neke specifike, pa tako naprej so navaden blef ali pa namera. Eni namerijo in tiste bi jaz zaprl, seveda, ne. Tisti, ki pa ne vedo ali pa ne znajo ali pa si ne upajo, jih je strah, ne, zato da so lahko ali minister ali pa ne vem, še nek sodelavc v kakšnem podjetju pa tako naprej, ne. Tistem bi pa jaz rad pomagal, ne. Onim, ki to namenoma delajo, ne, tisti bi zaprl, ne, če je to v skladu z zakoni. Medtem ko večina je pa žal to, ko pravite, da večina pač ne, mislim, strah, držanje še za tisto malo, kar nekdo ima, zato da je še zraven pri neki stvari, da sodeluje, ne, kao da on ne bo odpikan, recimo, ne, potisnem med dreveže. To je neumnost, skratka, DUTB in SDH, to je navadna neumnost, je namera razprodati državo ali pa je nesposobnost državo drugače upravljati. Pripravili ste osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem državnem holdingu. Ta zadeva potem, če prav zasledim, pa če prav to razumem, so povzeli socialdemokrati in da bi naj dali to v parlamentarno proceduro. Pa bom tako vprašal, no, prvo kot to. Tu Slovenski državni holding je v funkciji, da odproda državno premoženje. Ampak to je tisto, ki je že sanirano, ki je relativno dokapitalizirano, potem pa se pride do absurdov, da prodajo neko banko, novo kreditno banko Maribor za nek znesek, dokapitalizacija je pa 4-kratna cena tistega. To je nerazumljivo, nesprejemljivo in to navadni državljani težko razumejo, sočasno pa potem po takem sploh potreben ta Slovenski državni holding, če pa tako, bi rekel, pod ceno prodaja potem se. Priprava teh sprememb v upravljanju SDH pa tako naprej je seveda poskus za to, da bi bile stvari boljše, ali pa jaz bi prej rekel, da bi bile manj slabe. Ampak tako popravljati nekaj tako slabega, zelo malo lahko popraviš, da je bilo pol lahko boljše. Ne? Jaz osebno, tle si prizadevamo za tem, v zvezi s tem, tako kot ste omenil, vendar jaz osebno bolj mislim,
da je treba popolnoma novo zamisel narediti, kako upravljati z državnim premoženjem. In tudi taki večji projekti, kot so recimo zdaj drugi tir po povezavi z Luko Koper in tako naprej. Jaz v taki konstelaciji, v takem organiziranju oblasti, pa tako naprej, tako kot se mi lotevamo zdaj tega, ne, jaz preprosto bi ta trenutek ustavil vse delo na takem projektu in ga začel popolnoma znova. Ne verjamem, ne zaupam, lahko je stvar samo malo manj slaba, ne more biti pa dobra. Tako, žal je zdaj tako stanje. Vendar ne mislim, da nisem optimist, ne. Sem že velikokrat doživel to, ko se s pravimi prijemi stvar malo drugače postavijo. Ne. Potem pa tista večina ljudi, o katerih smo prej govorili, da jih je strah, pa tako naprej, ne, potem pa zelo hitro zagrabijo tudi te prave stvari. Ne. Tako da je v glavi treba par stvari urediti, ne, in potem v skladu z neko vizijo pol urejati in volilni sistem in urejati upravljanje z državnim premoženjem in vse druge probleme, ki jih imamo. Ena zadeva, ki je morda potrebna malo pojasnitve, je ravno razširitev nadzornega sveta, ki jo predlagate za Slovenski državni holding na 10 članov po načelu zastopanosti kapitala, dela, potem sindikatov, pa generacijsko. Pa bi morda tukaj bolj pojasnil. Seveda, to bi sigurno vneslo notranje nove elemente presojanja v zvezi s tem, kaj narediti v posameznih primerih z državno lastnino, z tega vidika drugih ljudi, ne. Recimo, rečemo večine delavcev, znanje bi verjetno prišlo zraven drugo, ne. In seveda sindikati in drugi, vsi tisti, ki imajo tle zraven en določen objektiven življenjski in tako naprej interes, ne. Pa je kaj upanja zdaj, da bo ta predlog šel skozi proceduro v državnem zboru in tako, kakšne so to ocene? Jaz bi rekel, upanje umre zadnje, ampak zadnji čas, zaradi tega, ker se s temi stvarmi ukvarjam, zelo podrobno spremljam razprave v parlamentu, to, kako deluje vlada pri posameznih vprašanjih, kako odbori delujejo, kako vodstva strank delujejo, in moram reči, da sem zaenkrat še velik pesimist. Ne verjamem, da bo tle prišlo na kratek rok, mogoče kvečne do kakšnih kozmetičnih izboljšav, ki pa celote ne bojo obrnili v pravo smer. To pomeni, če takole malo strnemo zdaj ob zaključku, ideje so tiste prave, navržene, so na pladnju državnega zbora oziroma tistih, ki odločajo, ampak zelo malo verjetnost je, da bi volilni sistem spreminjali zato, ker ga ne bodo, oziroma razen bojo ohranjali to, ker se pač vsi preračunavajo ali bojo po nekem volilnem sistemu še poslanci ali ne bodo, tako da gre v to smer. Isto pa verjetno... Z eno opombo. Tle so vprašanja, ki jih je treba organizirati, da imajo referendumski naboj. In je treba referendume nazaj uveljaviti in skozi referendume tudi stvar dvigati višje in širše, kot je pa obravnava parlament. Ja, samo tudi referendum, če tako zdaj malo pokomentiramo, zahteva to poseg v ustavo. Ne vem, če treba spremeniti ustavo, bomo pa spremenili. Ja, ampak zopet rabite najmanj 66 ali koliko poslancov, ko se bo s tem strinjal in tako naprej. Skratka, to je nek začaran krog tistih dobrih idej, ki se izločajo zaradi tega, da pač naprej prosperirajo tisti, ki bi morda se mogli posloviti. Če pravilno organiziramo, bomo uspeli s spremembami pozitivnimi v korist večine ljudi, delavcev narave. Kot rečeno, ob zaključku pogovora bi vas vprašal, želite še kaj, bi rekel, posebej sporočiti našim gledalcem ali smo kaj izpustila, kaj pomembnega, kar bi bilo še potrebno doreči? Kaj pa vem, mislim to, da bi pač vsakdo strokovnjak, vsakdo, ki deluje v neki organizaciji, vsakdo doma pa v svojem okolju, v krajevni skupnosti, občini in tako naprej, poskušal pogledati, kje lahko prispeva nekaj k skupnemu boljšemu, in da se prepriča v to, da če sam nekaj prispeva več k skupnemu boljšemu, bojo tudi drugi prispevali in bomo vsi skupaj naredili nekaj novega, boljšega, večjega in tako dalje. In pogum za to. Ja, hvala za pogovor. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil pogovor z zanimivim gostom Milanom Bajžlom v oddaji Detektor. Vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.
Hvala.